starših, ki so polni krivde, nemoči, tesnobe, jeze, stresa, skoraj ni prostora za otrokov subjektivni svet. Taki starši, ki so prezasedeni s svojimi bremeni, s svojim stresom, dobesedno ne zmorejo prepoznati otrokovih potreb, otrokovih občutkov, hrepenenj, misli, izzivov in se nanje tudi ne zmorejo primerno odzivati. Ti starši otroke pogosto doživljajo kot prezahtevne, kot take, ki jih hočejo izsiljevati, kot pretirano neubogljive in otrok na nek način kot da niso veseli, ker jih doživljajo kot prehudo breme za njihovo življenje. Ti starši se pogosto na otroke iz teh občutkov, svojih notranjih težkih občutkov, tudi odzivajo neprimerno. Pogosto se odzivajo iz jeze ali iz tesnobe, prekinjajo z otroki stik in se nanje, na primer, sploh ne odzovejo. Velikokrat jih napolnijo z občutki krivde, češ da so premalo uvidevni do staršev, premalo vodljivi, da premalo razumejo starševske stiske, da bojo počakali s svojimi potrebami, da ali ne vidijo, kako so starši preobremenjeni, da so žalostni. Enostavno jih ne zmorejo videti v njihovih otroških potrebah, stiskah in hrepenenjih. Življenje v takih odnosih je za otroke tako velika bolečina in taka stiska, tudi na organski ravni, da je otroci enostavno telesno ne prenesejo in je ne zmorejo prenašati. Zato organizem, če bi tako rekli, torej na nezavedni ravni poskrbi, da te boleče, nepredelane in težke občutke pokopljajo v nezavedno. Ampak zgodi se zaplet. Otroci vseeno te občutke v sebi telesno na nek način nosijo in se te stiske začnejo velikokrat izražati ali na način, da je otrok nemiren, razdražljiv, nesramen do drugih, ponižujoč, lahko celo nasilen, grob, ali pa na drugi strani, da se otrok situaciji pretirano prilagodi, da postaja čim bolj neopažen, čim bolj priden, čim bolj ustrežljiv mami, čim bolj priden v šoli, da ne bi doživljal teh stisk dodatnih ob starših, ali pa da bi jim z neko tako nezavedno željo hotel sporočiti, da je vreden njihove ljubezni, da naj ga že opazijo, da naj ga že kdaj pohvalijo, da naj ga stisnejo k sebi. Skratka, da naj mu dajo eno potrditev, da je dovolj priden, da so opazili, da se trudi. Grozna je primerjava, ampak venomer znova mi prihaja v misli, da je tak otrok kot en ptič, ki se je znašel v naftnem polju, sicer lep, lahko pisan, svoboden, ampak ima svoja krilca zapacana s slojem nafte in potem ta lepota notranja ostane neopažena in svoboda in polnost razvoja močno okrnjena. Ob takih starših otrok dobesedno ne more razvijati subjektivnega sveta, kot da bi bil svet neka razumska realnost, v njegovi notranjosti pa slepa pega. Otrok tudi ne more razvijati občutka, da je ljubljen, da je vreden, da so ga starši veseli in da je edinstven in da so njegove želje, potrebe in hrepenenja nekaj dragocenega in lepega.
Zaradi vsega tega bo tak otrok dvomil vase, ne bo vedel, ali ima pravico čutiti to, kar čuti, ali ima pravico misliti to, kar misli, ali ima pravico povedati to, kar čuti, da bi rad povedal, in ali ima pravico hrepeneti po nečem bolj polnem, bolj sproščenem, bolj varnem. Zgodi se, da se potem taki otroci na nek način oklepajo drugih, stalno hrepenijo po enem stiku, ki bi bil globji, kjer bi bili bolj prepoznani, kjer bi se počutili bolj sprejete. Po drugi strani spet lahko drugi otroci iz podobnih odnosov razvijajo nek lažen občutek samozadostnosti in se odpovejo občutku, da je lepo, če koga pogrešaš ali da kdo pogreša tebe, da hrepeniš po kom in da nekdo drug hrepeni po tebi. Vsemu temu opisu teh odnosov rečemo nevarna navezanost otroka na starše. To je zelo velika krivica tako za starše kot za otroke. Če se le za kanček te ljudje uspejo zavedati te svoje bolečine, te svoje prikrajšanosti, te svoje mogoče čisto majcene želje po tem, da bi bilo lahko njihovo življenje, njihovi odnosi bolj polni, bolj sproščeni, lepši, bolj svetli, potem sem vesela, ker je to začetek, da tudi ti začnejo verjeti, da jim pripada pomoč, da jim pripada sočutje in občutek ljubljenosti od zunaj, iz zunanjega sveta, iz drugih odnosov, ker to pomeni, da jim družina, njihova lastna, tega občutka tudi tem staršem ni mogla zagotoviti, ni mogla morda niti prepoznati in ni mogla razvijati.